Cenjeni gostje, gospe in gospodje, veliko veselje in čast mi je, da vas lahko nagovorim in pozdravim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, zgornjega doma Slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe in pa tudi v svojem posebnem imenu na predvečer našega največjega kulturnega praznika. Tukaj, v kraju prijaznih ljudi, ki vas obdaja prelepa narava in številne kulturne znamenitosti. Občino, ki zajema gornji del Mislinjske doline in Doliško Podolje ter hribovita področja med Paškim Kozjakom, Pohorjem in Graško goro in je prepletena in prepojena s številnimi legendami, negujete ustvarjalni in delavni ljudje vseh generacij. Umno vodenje, ki je značilno predvsem na lokalni ravni, blizu ljudem zagotovo pripomore k razvoju vsakega dela Slovenije. V Državnem svetu Republike Slovenije ocenjujemo, da je bila reforma lokalne samouprave eden izmed najpomembnejših potez v samostojni Sloveniji. Da so občine pomemben nosilec razvoja, je vidno na vsakem koraku, saj so občine v preteklih letih veliko investirale in močno zvišale kakovost življenja občank in občanov. Prav tako v Državnem svetu verjamemo, da bi bilo mogoče sistem lokalne samouprave še izboljšati, in sicer z oblikovanjem druge ravni lokalne samouprave, ki bi ga dosegli z ustanovitvijo regij oziroma pokrajin. Uvedbo drugega nivoja lokalne samouprave nam nenazadnje svetuje tudi Evropska skupnost, zapisano pa imamo tudi v Ustavi Republike Slovenije. Če je razvoju vašega kraja dala zalet lega v Rimski cesti, ki je povezovala severovzhodni del osrednje Slovenije s Podjuno in Gosposvetskim poljem, kar je prispevalo k razvoju trgovine, tovorništva in železarstva. Današnja podoba občine Odsev, ohranjanja kulturne krajine in skrbi za ohranjanje kulturnih spomenikov, etnografske in tehnične dediščine. Ohranjanje odsevov življenja, običajev, vrednot, identitete, prepričanj, znanj in tradicij ter negovanje materinega jezika je tisto, kar nam daje skupen, trden temelj. Jezik ni le orodje našega sporazumevanja. V njem je zapisana naša preteklost, naše vrednote in naša tradicija. Jezik je most, ki nas povezuje in krepi. Tega se moramo vedno zavedati in se vsak po svojih močeh truditi, da kljub pritiskom globalizacijskega sveta, kljub vse večji potrebi po poznavanju tujih jezikov, svoj jezik ohranimo, negujemo in razvijamo tudi v prihodnje. Slovenski jezik in kultura povezujeta nas, ki živimo v matični domovini in rojake širom sveta. In ne nazadnje, o tem, kako pomemben del naše narodne identitete je kultura, priča tudi dejstvo, da je v Republiki Sloveniji kulturni dan državni praznik in dela prost dan. Takšnega simbolnega pomena druge države in narodi kulturi ne dajejo. Slovenska kultura je večer odraz življenja, sanj, hrepenenja, hotenj in dosežkov slovenskega naroda. Slikar Jože Tisnikar, čigar rojstna hiša se nahaja na začetku soteske Mislinjski graben, je upodabljal minljivost človeškega življenja. Njegove slike so preproste podobe navadnih ljudi. In prav te upodobljive minljivosti so zagotovilo za to, da spomin na naše rojake, ki so v tistem času prebivali na Koroškem, nikoli ne. In tako je tudi s tisočerimi verzami, uplatnice ujetimi zgodbami, ustnim izročilom, številnimi podobami, glasbenimi in plesnimi staritvami, idejami, navadami in prepričanji, ter vsemi drugimi sledmi, ki ostajajo za nami. Kot se mi učimo iz izkušenj in izročila svojih prednikov, tako se bodo tudi zanamci učili od nas. Še kako pomembno je, da jim zapustimo dobre napotke. Živimo v času izjemnega znanstvenega in tehnološkega napredka
ki nam odpira vrata do nepredstavljivih možnosti. Tehnologija danes ne le omogoča raziskovanje tako na Zemlji kot v vesolju, temveč tudi izboljšuje naše vsakdanje življenje, pod pogojem, da jo uporabljamo odgovorno in premišljeno. Umetna inteligenca vse bolj preoblikuje svet, od medicine in izobraževanja do gospodarstva in umetnosti. Njena uporaba prinaša številne priložnosti, a tudi tveganja, zato je ključno, da njen razvoj temelji na odgovornosti, etiki in jasnih vrednotah. Tehnologijo moramo usmerjati preudarno, ne le z navdušenjem nad njenimi zmožnostmi, temveč tudi z zavedanjem njenega vpliva na družbo in predvsem na prihodnje generacije. Svet, ki se hitro spreminja, potrebuje stabilnost, vrednote in ljudi, ki se zavedamo, kaj pomeni biti odgovoren do skupnosti, domovine in prihodnjih generacij. Vrednote, kot so čast, zvestoba, pogum, predanost skupnosti in domovini. Pomoč potrebnim ter ohranjanje kulturnih in duhovnih zakladov so tiste, ki omogočajo zdravo družbeno sobivanje tako v najožji celici družini, kot v okviru naroda in celotnega človeštva. Gospe in gospodje, cenjeni zbrani, vsem vam želim prešerno praznovanje kulturnega praznika. Bog našel nam deželo, Bog živi ves slovenski svet. Hvala lepa.